Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v drugi oddaji Mi smo se PTŠ. Za nami je pester mesec in del tega vam bomo pokazali v naslednjih minutah. V današnji oddaji bomo poročali o uspehih naših dijakov na državnih tekmovanjih iz geografije, matematike in programiranja. Spoznali boste dobitnike zlatih priznanj in 2 absolutna državna prvaka z naše šole. Prikazali vam bomo, kako je potekal tehniški dan puconskih osnovnošolcev na naši šoli. Poročali bomo o državnem srečanju mladih raziskovalcev, videli boste tudi, kako ustvarjalni so naši dijaki, saj vam bomo predstavili zanimiv maturitetni izdelek, ki so ga 4 sošolci poimenovali Mobišank. Ob koncu oddaje pa še nekaj utrinkov slovesa letošnjih maturantov. Na naši šoli in soboški gimnaziji je 14. aprila potekalo državno tekmovanje iz znanja geografije. Udeležilo se ga je 5 dijakov naše šole, ki so bili izjemno uspešni. Vsi so namreč dosegli zlata priznanja, še več, Dominik Majcen, dijak 1. letnika programa Elektrotehnik, je osvojil 1. mesto in tako postal absolutni državni prvak. Simon Lendvaj in Jan Stajnko iz programa Okoljevarstveni tehnik sta zasedla 2. mesto, zlato priznanje pa sta osvojila tudi David Grah in Štefan Horvat iz programa Tehnik računalništva. Dijakom in njihovi mentorici, profesorici Darji Pojbič-Kovačič, seveda čestitamo. Tekmovalci so se najprej spopadli s testnimi nalogami o kmetijstvu in geografskih procesih povezanih z njim. Na ta del so se pripravljali po literaturi. V drugem delu so se podali na teren, kjer so raziskovali kmetijske dejavnosti, rečno omrežje in oskrbo z vodo, rekreacijske in parkovne površine, gozd, mestotvorne in mestnoslužbene dejavnosti Murske Sobote in njen prostorski razvoj. Po vrnitvi s terena so v učilnicah pisno odgovarjali na vprašanja o opazovanem. Na srednji poklicni in tehniški šoli smo pa res ponosni na naše mlade geografe. Tudi z državnega tekmovanja iz matematike so se naši dijaki vrnili z zlatimi priznanji. A pot do tega je bila kar dolga. Najprej je marca potekalo šolsko tekmovanje, tako imenovani matematični kenguru. Z šolskega so se dijaki nato uvrstili na regijsko tekmovanje, ki je aprila potekalo v Radencih, državno tekmovanje iz znanja matematike pa je letos potekalo 18. aprila na gimnaziji Celje Center. Na državnem tekmovanju iz matematike so dijaki srednje poklicne in tehniške šole dosegli 5 zlatih priznanj. Med prvimi letniki Dominik Majcen iz programa Elektrotehnik, med drugimi letniki Luka Tinev iz programa Strojni tehnik ter Tadej Šinko iz programa Tehnik računalništva, med tretjimi letniki Jernej Jurhar, program Strojni tehnik, med 4. letniki pa je zlato priznanje dosegel Matjaž Kafar iz programa Strojni tehnik. V kategoriji B, to so dijaki srednjih tehniških in strokovnih šol, so naši dijaki tako letos skupaj dosegli 38 bronastih, 16 srebrnih in 5 zlatih priznanj. V kategoriji C, to je tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol, pa so dijaki s PTŠ dosegli 7 bronastih priznanj in 4 srebrna priznanja. Čestitamo vsem dijakom ter njihovim mentorjem, profesorjem Nataliji Belak, Francu Kodili, Danijeli Kuhar-Kalamar in Milanu Horvatu. Gost naše rubrike Poglej ga je dijak 1. letnika programa Elektrotehnik Dominik Majcen. Dominik, pozdravljen. Pozdravljen. Končal si osnovno šolo Prežihovega Voranca Bistrica. Povej nam, zakaj si se odločil za šolanje na srednji poklicni in tehniški šoli? Za šolanje sem se odločil zato, ker mi šola najbolj všeč
Na to šolo tudi hodi moj oče, mi je povedal veliko o tej šoli, povedal o profesorjih in vse, in tako sem se tudi jaz odločil, da bom obiskoval to šolo. Letos si osvojil že 2 zlati priznanji. Povej nam kaj več. Ja, prvo priznanje sem osvojil z področja matematike, ki je potekalo na gimnaziji Celje Center. Tam sem osvojil 21. mesto, drugo zlato priznanje pa sem osvojil z področja geografije, ki je potekalo na naši šoli, tukaj pa sem osvojil 1. mesto. Na tekmovanju iz geografije si postal absolutni državni prvak. Povej nam, kako si se pripravljal na to tekmovanje. Na tekmovanje sem se pripravil tako, da sem si prebral gradivo, nato sem si naredil izpiske, sem si prebiral izpiske sem si celo posnel in si jih predvajal. Pri učenju pa sem si pomagal tudi z atlasom, gledal rastlinstvo, podnebje, prst. Kaj pa sicer, ti je ljubša geografija ali matematika? Ja, sicer mi je ljubša geografija, ker mi je bolj domača, mi bolj leži, saj tudi doma potrebujem znanje iz geografije, saj imamo majhno kmetijo in vsako znanje pride prav. S čim se ukvarjaš v prostem času? V prostem času se tudi kot vsak najstnik igram računalniške igrice, drugače rad kolesarim, igram nogomet, pomagam doma, poleg vsega tega pa tudi pomagam sošolcem pri učenju. Kaj pa bi rad počel v prihodnosti? V prihodnosti bi najprej rad končal šolo in nadaljeval študij elektrotehnike, potem pa bi rad počel kaj v tej smeri, najrajši z področja robotike, saj me to najbolj zanima. Dominik, hvala za pogovor, želim ti še veliko uspehov. Koliko časa si se pripravljal na tekmovanje? Ja, pripravljati sem se začel približno teden dni pred tekmovanjem. Ene naloge sem rešil za prejšnje leto, razen toga pa je tekmovanje, je znanje že od prej. Torej, kako poskrbiš za svojo koncentracijo pred tekmovanjem ter kako se počutiš po tekmovanju? Ja, pred tekmovanjem se poskušam sprostiti. Vem, kaj tisto znanje, ko ga imam, ne morem pozabiti. Večina znanja so tako izkušnja. Po tekmovanju pa se tudi lahko sprostim, saj vem, da sem upravil po svojih najboljših močeh. Kaj pa zdaj? Ali si letos izpolnil svoje cilje, ali se bo še udeležil kakšnega tekmovanja in kako ta tekmovanja sploh izgledajo? Ja, na večini tekmovanj sem že bil, pa večina jih tudi konec za letos. Ta tekmovanja pa izgledajo tako, da je najprej en uraden uvod, potem nas usmerijo v naše učilnice. Ko se tekmovanje začne, dobimo naloge v pisni obliki in pa na spletni strani. Naše naloge lahko nalagamo gor in tako tudi dobimo avtomatsko povratno informacijo o našem uspehu. Ali se boš tudi v bodoče udeležil teh tekmovanj? Ja, tudi v bodoče me zanimajo ta tekmovanja v naslednjih letnikih, saj se lahko tudi tako pomerim z ostalimi dijaki v Sloveniji. Ali si se udeležil tudi kakšnih drugih tekmovanj, na primer z področja matematike in si tudi na drugih področjih tako uspešen? Ja, tudi sem se udeležil tekmovanja iz matematike, tam sem dosegel 6. mesto in s tem tudi zlato priznanje. Udeležil sem tudi še enega tekmovanja iz programiranja, tam sem pa dosegel srebrno priznanje. In kako ti bodo izkušnje s tekmovanjem koristile v prihodnosti? Ja, tekmovanje daje veliko znanja, iz tega pomaga tudi graditi samozavest in pa tudi podobne situacije reševati v življenju. Torej, letos obiskuješ 2. letnik računalništva. Kako ti je všeč na šoli? Ali se ti zdi, da te spodbujajo pri teh tekmovanjih ter v nadaljnjem šolanju? Ja, veliko profesorjev je zelo pomagalo pri pripravi. Sem se tudi vpisal zaradi mojega interesa v to. Pouk se mi pa tudi zdi zanimiv. Kaj pa sicer počenjaš v prostem času? Ja, v prostem času tudi združim s prijatelji, igram kakšne igrice, seveda pa se tudi ukvarjam z programiranjem in tudi na splošno s tem. Komu razen sebi in svojemu talentu bi se pa najbolj zahvalil za svoj uspeh?
Ja, najbolj bi se rad zahvalil mojemu mentorju v šoli, gospodu Borisu Ribašu. Zahvalil pa bi se tudi rad domačim, saj me vedno tudi podpirajo in spodbujajo pri teh tekmovanjih. Torej, hvala ti, da si vzel čas za ta intervju. Maja so nas obiskali učenci osnovne šole Puconci, za katere so naši učitelji in dijaki pripravili tehniški dan z področja elektrotehnike. Poglejmo si nekaj utrinkov. Učenci osnovnih šol vsako leto prihajajo k nam na našo šolo v okviru naravoslovnih vsebin in mi jim želimo prikazati oziroma približati zanimive vsebine iz področja elektrotehnike, strojništva, računalništva in ostalih področij tehnike. Letos smo med drugim pripravili delavnico vožnje mobilnega robota po labirintu. Učenci so se na delavnici naučili, kako napisati preprost računalniški program, katerega smo prenesli v robotove možgane. In mobilni robot je s pomočjo napisanega programa znal poiskati pot iz labirinta, se voziti po črti, zaplesati, generirati različne zvoke in podobno. Kako se ti dopade, kaj tu? V redu je, zelo veliko in zanimivo je zaradi robotov. Si že kje videl take robote in se kje spoznal z njimi? Spoznal se nisem, ampak sem videl pri naši bivši predsednici naše vasi. Aha, in te zanima nadaljnje šolanje tu pri nas? Malo zdaj ja, ker je zanimivo programirati. Aha, dobro, hvala. Kako se ti dopade tu pri nas? V redu je, zabavamo se. Si že kje videla take robote ali si se ukvarjala z njimi? Ne, zdaj sem jih prvič videla in spoznala. In te zanima nadaljnje šolanje tu pri nas ali želiš obiskati katero drugo srednjo šolo? Ne vem še, hočem se obiskati katero drugo šolo, pa bom še videla. Aha. Super, hvala. Nahajamo se v učilnici Medpodjetniškega izobraževalnega centra Murska Sobota. V goste smo dobili učence osnovne šole Puconci in smo jim predstavili električne inštalacije oziroma vezave stikal v električno inštalacijo. Predstavili smo jim vezave, kot so navadna vezava, serijska vezava, izmenična vezava in križna vezava. Poleg tega smo pa tu predstavili desno še vse vezave, kot so vezava s senzorjem gibanja, impulznega releja in seveda stopničnega avtomata. To je bil en sklop vezav, potem smo predstavili vezave s pomočjo vklopa luči s kontaktorjem in seveda hkrati smo tu predstavili vezave elektromotorjev treh, se pravi navadno vezavo, dvobrzinski motor in seveda vezava zveza trikot z menjavo smeri vrtenja. Vse vezave so učenci delali pod napetostjo 24 voltov, ki ni nevarna za človeka. Upam, da so se imeli lepo in da so se dosti naučili. Zakaj si se odločila, da prideš sem na delavnice? Z šolo smo se odločili, da obiščemo šolo SPTŠ, kjer se bomo udeležili delavnic. In ali si se že kdaj prej spoznala z električnimi inštalacijami? Ne tako podrobno kot danes. Pa se ti dopade ta stvar ali tako bolj ne? Zanima me. No, super. Ali si se že kdaj prej spoznala z električnimi inštalacijami? Ne. Pa se ti ta stvar dopade? Ja. Torej te zanimajo te stvari. Ali boš v nadaljevanju obiskala našo šolo ali se boš odločila za katero drugo srednjo šolo? Za katero drugo. Aha, hvala. 18. maja je v prostorih Srednje poklicne in tehniške šole ter gimnazije Murska Sobota potekalo srečanje mladih raziskovalcev Slovenije. Srečanja se je udeležilo več kot 400 osnovnošolcev in dijakov iz vse Slovenije.
Dijaki SPTŠ smo pripravili kulturni program, uvodne prireditve, mlade raziskovalce in njihove mentorje pa so nagovorili tudi ravnatelj SPTŠ, podžupanja mestne občine Murska Sobota, gospa Jasmina Opec, pomurski akademik dr. Mitja Slavinec in glavni tajnik Zveze za tehnično kulturo Slovenije Jožef Školč. Dijaki srednjega strokovnega izobraževanja po 4 letih šolanja na naši šoli v okviru 4. enote poklicne mature izdelajo tudi seminarsko nalogo oziroma izdelek. Oglejte si, česa so se domislili 4 sošolci iz programa Strojni tehnik: Damjan Baligač, Miha Bohinec, Blaž Kocbek in Žan Vukan. Na pogovoru o zanimivem maturitetnem izdelku smo povabili 4 dijake programa Strojni tehnik. Kako ste prišli do ideje? Ja, do ideje smo prišli v bistvu tako, da smo preko nekih slik, ki smo jih videli v Sloveniji že, smo si zadali idejo, da bi mi kot maturitetni izdelek naredili nekaj podobnega tisti sliki. In to smo tudi tako pač iz tiste slike spremenili v realnost. Naša ideja s tem pa je bila, da bi čim boljše opravili poklicno maturo, pa tudi zato, da bi se začeli ljudje družiti, kajti v današnjem času več nimajo ljudje časa, da bi se družili, ker to je tudi problem, zato pa smo ga probali rešiti, da bi se čim več družili. Kako ste se lotili dela? S samim delom smo pričeli tako, da smo najprej naredili skico. Za skico smo si potem naredili neke osnovne teme, kaj bomo vse tudi na tem šanku imeli. Nato smo se lotili samega načrtovanja malo bolj podrobno, tako da smo naredili še 3D model. Nato pa smo začeli z samim ogrodjem ter z drugimi mehanskimi stvarmi, ki smo jih mogli tudi veliko sami narediti. Na samo ogrodje smo potem začeli v končni fazi še smo naredili, pač izdelali smo tudi šank z lesa in ograjo, katero so nam pomagali tudi nekateri drugi ljudje, mizar. Na koncu pa smo še naredili elektriko, pa streho. Če nam zaupate še, koliko časa je minilo od nastanka ideje pa do dokončanja izdelka? Od nastanka ideje, ideja je začela v
koncu septembra. Nato smo zbirali sredstva, obenem smo tudi risali 3D model, ki smo ga dokončali do konca oktobra, v začetku novembra. Vse skupaj smo se lotili izdelave konec decembra in tako je prvo prišlo ogrodje, ki je bilo recimo do konca januara, nato pa še vse potrebno mehanske dele v februaru in šank ter streha je prišla v koncu marca. Konec izdelka pa je bil 10. aprila, ko smo se tudi predstavili na sejmu Niros. No, za izdelavo pa so bila potrebna tudi denarna sredstva. Pa me zanima, kdo vam je pomagal? Pomagali so nam sponzorji v okolici Gornje Radgone. Zbrali smo okoli 2000 evrov denarnih sredstev, 2000 evrov storitvenih oziroma pač v obliki materijala. Pomagali so nam tudi pač lesar, tudi za elektriko, električar, ki pa so pomagali pač donatorsko brez plačila. Kaj pa druge oblike pomoči? Ja, v raznih podjetjih so nam veliko pomagali tudi sami delavci, kot so na primer cevi iz nerjavečega jekla, Rosfraj. Druge so nam pomagali tudi v laserskem razredu, tudi vodni curek smo uporabljali. Pomagali so nam vulkanizerji, kot da smo lahko na avtooptiki pregledali, kako gre vozilo. Tudi v šoli nam je pomagal naš razrednik Robert Balažic in enkrat tudi še najen mentor. Nam je pomagal pri sami izdelavi tudi 3D modela. Bi pa še vsem sponzorov zahvalil, da so nam omogočili naš projekt in obenem, da bomo lahko izdelali maturo. Zdaj pa nam bo Miha nekoliko pobliže predstavil, kako je izdelan in kako deluje MobiShank. Ja, v bistvu je naš šank izdelan zelo komplicirano, kajti uporabljali smo od strojniških rešitev do tišlarskih rešitev, do električarskih, vse smo združili v enem velikem izdelku in to se vidi tukaj pri nas. Tu spredi smo naredili sod, v katerem imamo skladišče elektrike, se pravi, da imamo v njem akumulatorje, kateri nam dajejo električno energijo, da lahko oskrbljujemo z njimi luči, ki so namontirane nad šankom, tudi smernike, kot so tu, in tudi trubo, katera da znan, da se mi pripeljamo. No, na to pa tudi tukaj na strani je naš glavni del, katerega smo se mi lotili kot strojniki, kajti tudi je to, kar naš MobiShank poganja. To je človeško delo, ki je s pomočjo kolesarskih stvari pripeljano do premika. Spredaj so nameščeni gonilniki, kateri so povezani z dvema osema. Ti sta speljani skupaj v multiplikator, katerega nam je pomagal preračunati profesor Drago Ritoper. Nato pa je iz multiplikatora speljano vse skupaj v center našega pogona, to je menjalnik, katerega smo uporabili od avtomobila. Od menjalnika pa je potem vse skupaj speljano na kolesa. No, zadaj pa smo še tudi namestili žar, katerega smo nabavili z sredstvi, ki so nam jih dali sponzorji. Tudi pa smo si dali izrezati s pomočjo naših sponzorjev, so nam izrezali naš napis, da se vidi, kdo smo, in to smo mi, ekipa MobiShank, kar tudi zadaj pokaže. No, kot smo že povedali, je naša glavna ideja bila, da MobiShank uporabljamo za druženje, kajti v današnjem času res več skoraj nima časa, da bi se družil. Zato je tudi naša ideja takšna. Hvala lepa. Maja se je poslovila še ena generacija maturantov SPTŠ. Prireditev s predajo ključa je potekala v šolski telovadnici. V zabavnih igrah so se dijaki 3. letnikov potegovali za to, kdo bo naslednji skrbnik velikega šolskega ključa. Dijaki zaključnih letnikov pa so se vsak na svoj način zahvalili razrednikom in učiteljem.
Petek je potekal v brezskrbnem vzdušju, a hkrati tudi z mislijo na obveznosti povezane s poklicno maturo. Vsem maturantom seveda želimo veliko uspeha na poklicni maturi. Mi, razred 4.1, smo se lansko leto od 4. letnikov priborili ključ. Ta ključ bomo danes predali 3. oziroma 4. letnikom. Zato prosim, da se nam iz razredov 3K1, 3E1, 3R1, 3R2 in 3O1 ter 4E2 in 4S1 pridružijo po 3 dijaki, ki bodo zastopali njihov razred. Zdaj! Prišli smo do konca oddaje, mi smo se Peteše. Hvala za vašo pozornost in vabljeni k ogledu tudi Julija.